Zame je najpomembnejša družina. In to sta naju naučila oče in mama. Koliko imamo mi vsega in koliko nekje v nekaterih delih sveta tega nimamo. Seveda si današnja mladina tega sploh predstavljati ne zna. Smo potrebovali v bistvu pol leta, da smo se naučili, ker je to tako zahtevna stvar. In jaz sem vsak dan brez izjeme vadila to opero. Smo šli na morje, sem vzela note s sabo. Smo šli v hribe, sem vzela note s sabo. Lepo pozdravljeni. Spremljate podcast Dolenjskega lista. Podcast, v katerem gostimo izjemne posameznike in posameznice, ljudi z zanimivimi življenjskimi zgodbami, ljudi, ki nas navdušujejo s svojim znanjem, talenti, ki nas inspirirajo, torej navdihujejo in ki so nam lahko v marsičem tudi zgled. In vesela sem, da je danes v našem studiu prav posebna gostja, mednarodno uveljavljena mezzosopranistka Irena Jeboah-Tiran. Irena, dobrodošla. Dober dan. Glede na to, da kave res, da še nisva pili skupaj, se pa poznava praktično že vrsto let, jaz sem te spremljala že kot mlado dekle, se bova lahko tikali, ne? Absolutno. Da nam bo lažje, tudi obe se mi zdi, da sva takšni polni energije in se mi zdi, da bo tale zgodba, tale intervju res nekaj posebnega. Tako da hvala ti že zdaj, ker si se odzvala v vabilu. Glede na to, da sta za nami prva 2 meseca leta 2025, jaz sem prepričana, da sta bila zate zelo pestra. Kaj bi rekla? Absolutno. Kot se je morda na nek tak čuden način končalo prejšnje leto, se je v bistvu to na srečo začelo z eno tako zelo pozitivno energijo, ker sem sestro in še eno prijateljico se udeležila plesnega festivala v Burkini Faso, v glavnem mestu, v Agadugu, smo nastopile s predstavo Rojena zunaj svoje vasi. Nekako smo hotele povedati svojo zgodbo, ki v bistvu živimo že vsa ta leta. In sicer predstava se začne z besedilom, povedanim v 3 jezikih, slovenščini, angleščini, francoščini. Moja mama je Slovenka, moj oče je Afričan. V Afriki me kličejo Belka, v Evropi Črnka. Rojena sem zunaj svoje vasi. Zelo zanimivo. Mnogi so verjetno takoj pomislili na to, da si se tudi letos torej že potepala po, bom rekla, rodni Gani po svoje, ker je to vendarle domovina tvojega očeta, ampak nisi bila v Gani, Jana? Ne, nisem bila v Gani, sem bila pa v sosednji državi Gane, in sicer v Burkini Faso, kot rečeno, kamor sem se vrnila že 3. leto, ker smo že 2-krat prej nastopali s predstavami na tem festivalu in upam, da bo to ostala stalnica v moji umetniški karieri. Ta predstava, a jo bomo videli tudi v Sloveniji? Glede na to, kar si povedala že zdaj, se mi zdi, da bi je bilo zanimivo spremljati tudi slovenskemu občinstvu. Ja, jaz si zelo želim, naredile bomo vse, pač, da bi to predstavo odigrale tudi slovenski publiki. Je pa seveda vse to povezano s financami, pač je treba najti producenta, ki bi to pač, bom rekla, podprl, prostor in tako dalje. Tako da upam, zdaj bomo pač poslale mogoče kakšne te posnetke raznim gledališčem, institucijam, pa mogoče bo komu dovolj zanimiva tema, da bi nas vzel v program. Že sva se dotaknili kulture, tudi mesec kulture je za nami in kot vsako leto, glede na to, da si del kulturnega sveta, da si aktivna na različnih področjih, je bilo tudi to, bom rekla, 2. mesec v letu še toliko bolj pester. Če je bil 1. mesec bolj namenjen potovanju, pa tam hkrati predstavi premierni, 2. mesec spet akcija na polno. Ja, načeloma smo umetniki, ko praznujemo pravzaprav naš praznik, smo v službi. Jaz sem pela 7. februarja na tem koncertu simfoničnega orkestra, potem sem pela 8. februarja v Kulturnem centru Janeza Trdine, kjer sva z mojim dragim prijateljem Klemnom Torkarjem izvajala samospeve.
bom rekla, Aleša Makovca, ki je napisal tudi operi 10. brat in Julija, in smo tudi neki arije in duetov iz tam izvedla. Pa še jaz sem izvajala tudi samospeve Alda Kumarja, ki so mi še posebej dragi, ker jih je napisal pred davnimi 21 leti, v bistvu zame, ob proslavi 100. obletnice Srečka Kosovala, smo v Sežani izvajali in takrat se spomnim, sem bila noseča z Juretom, tako da je bilo eno tako posebno vzdušje izvajanje teh pesmi in zdaj so ti spomini prišli nazaj. Zanimivo mi je spremljati to, ko govoriš o tem, kaj si počela, kje vse si že nastopala. Vemo, da imaš res veliko izkušenj tudi iz nastopov v tujini. A bi lahko zdajle takoj na prvo žogo dejala, kateri je pa tisti nastop, ki ti je resnično ostal v spominu in ti bo ostal za celo življenje? Pa zakaj mogoče? Zagotovo je to opera 10. brat, ker sem takrat v bistvu nastopala v vlogi, bom rekla, mame in tudi v vlogi partnerice. Namreč nastopajo tudi moj sin in pač sem ga opazovala kot mati, svojega otroka na nastopu in seveda kot njegova pevska kolegica na odru. In se spomnim, da imeli smo en tercet, se pravi smo peli 3 skupaj in on je vstopil in jaz ga tako ruknem, ne, še ne. No seveda je imel on prav, pač prav sem ga jaz napačno popravila. Sem pa sem rekla, okej, od zdaj naprej sem samo tvoja kolegica oziroma mama, ki te pripelje na vajo in potem te tudi odpelje. Tako da to je bil poseben trenutek zame, ker pač sva bila oba skupaj na odru. Super, tukaj si se dotaknila tega, da si v bistvu že izpostavila to svojo neko, bom rekla, tudi mentorsko vlogo. Sama tudi učiš solo petje, ampak bi se mogoče vrnila najprej na te tvoje glasbene začetke. V glasbeni šoli si igrala prečno flavto. Si že takrat sploh kdaj sanjarila o pevski karieri? Ker glasba in petje sta povezana, to je dejstvo. In verjetno si tudi že kot otrok rada prepevala. Vemo tudi tisti, ki smo iz teh časov še, da smo spremljali Copacabano. Skratka, petje vem, da je bilo. Ampak a si kdaj predstavljala, si kdaj sanjala o tem, da boš tako uspešna operna pevka? Ne, moja zgodba sploh ni ta. Ko je bila majhna deklica, je vedela. Daleč od tega, v bistvu, naju starša nekako, zdaj bo mama, ne bo vesela, prisila v glasbeno šolo. Pač midve sva prišli na ti sprejemni izpit in pa sva se nekaj menda obotavljati, da pa midve pa ne bi, pa je pa Čorče rekel, če bodo oni rekli, da niste sposobni, potem vama ne bo treba hoditi. No, seveda, temu ni bilo tako. In sva bili sprejeti. In potem pač, seveda glasba je bila ves čas prisotna, ker sta oba menila, mama in oče, da glasba ne pozna meja in bova na ta način zaradi barve najine kože bolj sprejeti v okolju, bova imeli več možnosti, da se dokaževa in pač, da stkeva pristne stike. Potem pa v bistvu je bila to, kot sem že večkrat povedala, ideja takratnega ravnatelja Zdravka Hribarja, da bi jaz pač petje študirala, pa sem tako zelo lahkomiselno pristopila k stvari. Sej talent imam, okej, bomo že, No, seveda talent, kot vemo, je samo 10% vsega pač ostalega. Pot do uspeha, trnova, če se dotakneva tudi tega. Ljudje v bistvu, ko spremljamo tebe in tvoje objave na družbenih omrežjih, tukaj nisi neki skrivnostna, tukaj zelo rada deliš svojo pozitivno energijo, svoje dosežke, vaje, pokažeš tudi utrinke iz kakšnih vaj in to se mi zdi prav, ampak se mi zdi, da si ljudje mogoče na podlagi tega, sploh tisti, ki niso res vsakodnevno vpeti v tvoje življenje, ne zavedajo tega, koliko časa je pravzaprav namenjenega. Daj mi povej in našim seveda gledalcem in gledalkam, kako se začnejo tvoji dnevi, koliko ur v dnevu je dejansko namenjeno petju oziroma glasbi, pač če še poučuješ zraven. Jaz bom rekla tako, da včasih namenoma rečem, da grem v službo. Čeprav v bistvu je nek, rečemo, poklic, ker si bil poklican k tem umetnosti. Jaz menim sicer, da če imaš umetnost v sebi, če si se rodil s tem darom, da te umetnost najde pot. Tudi če si se mogoče odločil za nekaj drugega, da bi študiral, v končni fazi prideš do tega, da si pač na odru. Ampak vendarle ni vse seveda samo juhuhu, ampak je pač trdo delo.
sploh kot klasični pevec si v bistvu v službi 24 ur na dan, 7 dni v tednu, ker moraš ves čas paziti na svoje zdravje in svoj glas, ker mi pač ne moramo zamenjati inštrumenta in iti kupiti novih strun ali pa pač zamenjati flavto. Tako da v bistvu to je prva stvar, ki moraš pa kar pospraviti po podstrešju, pa se nekako s tem soočiti in narediti to pač način življenja. Druga stvar je, da pač jaz sem enkrat izjavila tako, sreča, da se mi ni treba nič več učiti, v smislu gimnazije, nekega študija, ampak jaz se kar naprej učim stvari na pamet. Včasih imam tudi tako, če imam kakšne take nastope, krajše, pol se naučim dobesedno za tistih 5 minut, nekaj na pamet in pol naslednji dan že ne znam več. Gre ven, ker ko se reče, trdi disk je že precej zaseden. In ne gre več kaj dosti gor. Tako da se zdaj tudi čedalje težje učim na pamet v resnici. Včasih sem se čez noč naučila, lahko zdaj pa potrebujem res kar nekaj časa. Je pa odvisno pač od komponista, od skladatelja, od obsega pač tega. Recimo zdaj že pač vadim v Drami, potekajo vaje za predstavo Zdravnica. Sem jo povabila, najprej sploh, ker sem dobila klic, sicer mi je bilo čudno, da je ženski glas, ampak sem mislila, da me iz opere kličejo, sem pa iz SNG Drame. Če bi sprejela eno vlogo igralsko in sem jo. No in recimo študiranje govorjenega besedila je veliko težje zame, ker jaz vedno povezujem z melodijo, kar je meni lažje seveda. In potem, ko greš na oder, začneš določene gibe povezovati z določenimi frazami in se na ta način hitreje pač gre v podzavest. Je pa res, da recimo, ko smo delali trenutno mojo najljubšo opero, Svadbo od Ane Sokolovič, ki ga je produciralo Slovensko komorno glasbeno gledališče, ki ga vodi Katja Konvalinka, smo potrebovali v bistvu pol leta, da smo se naučili, ker je to tako zahtevna stvar. In tam, pač, to je a capella opera za 6 glasov ženskih in moramo biti res večino časa zelo usklajene in je vse tako sinhrono, vsaka ima svojo sicer linijo, ampak če ena mal spodrsne, se podre zadeva. In smo morali res ogromno, jaz sem tisto opero vadila, se pravi, marca smo dobile note, potem smo se dobivali tako, recimo enkrat na teden skupaj, potem pa julija smo imeli pauzo in jaz sem vsak dan brez izjeme vadila to opero. Smo šli na morje, sem vzela note sabo, smo šli v hribe, sem vzela note sabo. Vzdali so šli malo tako, na pijačko, jaz pa v sobo, pa in sem pač drajsala, tako da v bistvu nimaš dopusta. Mislim, sploh se pravi, klasičen pevec nima dopusta, ker tudi, ko greš recimo nekam na lepš, pač ima skozi tle enega črva, da pač, ne sme biti prepiha, zdaj ne sme biti tega, pazi, kaj ješ, sploh tako zdaj, na zrelejša leta. Ko se telo spreminja, sploh pri ženskih vokalih je to še bolj evidentno, ker se hormonska slika spreminja, se to inštrument čisto na novo mora postaviti spet in je treba, jaz zato tudi hodim na pevske ure, Snežani Brzakovič iz Berlina, ki mi pomaga, da vedno znova postavim stvari na svoje mesto, ker pač se to od tega, ko se telo spremeni, od kilogramov in tako dalje, hormonov, je treba vedno znova to pač na novo vzpostavljati. In mi smo atleti v resnici. Tako da v bistvu jaz pravim, tako ko imajo športniki do konca svojih karier, trenerje, moram tudi jaz imeti trenerja, v tem primeru pevskega pedagoga, plus to, da imamo mi pač se slišimo drugače in se slišimo pač, potrebujemo eno zunanje uho, da je nekako nam da eno realno sliko, kako pač naš glas zveni. Si kdaj ostala že brez glasu? Se ti je kdaj zgodilo čez noč, ker prehlad pride in tudi to se marsikomu kdaj zgodi? In kaj si naredila, če je to bilo? Predvidevam zdaj reakcijo, da je. V bistvu tako, ni bilo čez noč, se je kar nabiralo. Jaz sem diplomirala z odliko in potem seveda temu primerno je šlo na juriš in sem pela vse povsod, kjer so me povabili, nikoli nisem znala reči ne. V
Vozila sem se iz Salzburga v Ljubljano, takrat sem pa tudi že pela prvo svojo vlogo v Figarovi svadbi v ljubljanski operi, kar je seveda vse pustilo posledice in sem dejansko ostala brez glasu, se pravi, sem šla na operacijo. Ne samo, da me je doktor Irena Hočevar operirala, bila sem 10 dni, po operaciji sem morala biti popolnoma tiho. V tišini. Ja. In ko sem šla na banko, sem imela eno tako tablico in sem napisala, prosim, bi dvigala denar in sem tako obrnila. Najprej sem malo dobro gledala, srečo manj, ker me pač tukaj poznajo, pa nekako vedo, s čim se ukvarjam. Tiste je bilo zelo najhujših 10 dni mojega življenja, ja, ker nisem vedela, v principu, če bi ona mogoče mačkan zarezala tam en živc. Bi bila lahko svoj dober glas, ne? Ne, samo obglas. Obglas celo. Mutasta, ja, se pravi, ne bi mogla več govoriti. Tako da, ko sem se prvi dan, ko sem odprla usta, sem se seveda zjokala. Potem je bila rehabilitacija kar taka mučna, Moja profesorica takratna se nisem, bom rekla, znala soočiti s tem problemom, tako da v bistvu sem pol naključje je želelo, da sem pa spoznala v bistvu eno eno pevko, ki je v bistvu sam bolj privat učila, v Salzburgu, je glih tisto leto prišla v Salzburg, sem imela te težave, in ona v bistvu lahko rečem, da mi je pač nekako vrnila samozavest, tudi da bom jaz lahko sploh da še normalno pela. Potem sem delala tudi kasneje tudi z Vlatko Oršanič, zdaj pa sodelujem s Snežano Brzakovič in mi je super, se dobro počutim. Mislim, da sem samo enkrat v življenju odpovedala koncert in to je bilo pred nedavnim, sicer lansko leto, konec avgusta. Enostavno ni šlo, vse sem poskusila in inhalacije in gor in dol in tako, ampak ker je bilo, mislim, da je bilo psihosomatsko, pač ne gre, ne moreš prisiliti. Ravno to sem zdaj hotela načeti to tematiko, zrela leta, kakorkoli gledamo, katera leta so ta, ni skrivnost, da sta sestro Leticijo lani praznovali Abrahama in ja, vem, vsi vama rečejo, da teh let ne kažeta in res jih ne, ampak vse to je verjetno povezano ravno s tem, da se zavedaš svojih občutkov, da poslušaš svoje telo, da te je življenje ravno s takšnimi lekcijami naučilo reči tudi ne. In to se mi zdi, da se v sodobnem času premalokrat zavedamo. Govori in piše se o tem že zelo veliko, da o izgorelosti sploh ne govorim, ampak to, kdaj res vzeti nekaj v vsakdanjem življenju kot nekaj, kar je prav, da počneš, da poslušaš sebe, da ni to neka prisila, da ni to nek stres, ampak da je dejansko to postalo del tebe. Da tukaj ne omenjam seveda dobre kondicije, za katero pa ti tako ali tako ves čas skrbiš. A je tako? Ja, seveda, pravijo, anima sana in corpore sano, zdrav duh v zdravem telesu. Jaz sem pač že kar dolgo nazaj odkrila, da je pač za moj glas ta splošna kondicija zelo pomembna, ki jo pač vzdržujem s tekom. Zame je tek tudi meditacija na nek način, na ta način se tudi učim besedila na pamet. Pri teh mehaničnih ponovitvah nekega gibanja gre potem to čisto drugače v podzavest. In zagotovo, mislim, moč uma je tako ogromna, da si mi to tudi podrazno ne predstavljamo. Jaz tako verjamem v to, da tisto, kar misliš, da tisto tudi živiš. In mislim, meni se je to že tokrat, tudi recimo zdajle, recimo, ko sem prišla iz Burkine, pa sem imela naslednji dan koncert in sem se zjutraj zbudila brez glasu. Potem sem pa klicala, sem napisala sporočilo moji učenki, ki me je že enkrat nadomeščala, če slučajno ne bo pripravljena. Ja. In že to zavedanje, da sem jaz imela pač nekoga, ki Plan B. Tako, je bila ena taka, pomiritev za to mojo glavo in potem sem seveda grgranje tralala v ta protokol, in sem pa zvečer normalno pač odpela koncert. Sicer ni bil zdaj, moje notranje občutje ni bilo, ne vem kakšno uživaško, ampak publika pač je dobila tisto, kar je prišla iskat, tako da. Dotaknili smo se že ene velike strasti v tvojem življenju, ki je povezana s tem, tudi v bistvu, kar delaš, po čemer te tudi vsi dobro poznamo. Ne samo, da tečeš tako par kilometrov za neko relaksacijo, ampak da dejansko tečeš maratone.
Zdaj to ni nekaj, kar bi počela na dnevni ravni, zagotovo, ne? To vsi vemo, ki smo športom vsaj malo povezani, ampak lani te ni bilo na Ljubljanskem maratonu, kjer smo se Dolenjci veselili uspeha Primoža Kobeta, katerega ti tudi zelo dobro poznaš, ker v bistvu tečeš v njegovi tekaški skupini. Ni te bilo pa zato, ker si pretekla maraton v Berlinu, ampak ta tvoj ni bil ne prvi, pa verjetno tudi ne zadnji, kaj bi rekla? Jaz mislim, da zadnji, zagotovo ni bil prvi, no, je bil že tretji v Berlinu. Zadnji verjetno tudi ne. Ja, tukaj je ena taka filozofija od zadaj, zelo, bom rekla, banalna, in sicer kljub presenečenju, na katerih jaz sama sebe ne jemljem kot zelo discipliniranega človeka, in vem, da mi tek pomaga. In če želim pač redno trenirati in pač ohranjati to kondicijo, moram imeti pred sabo en cilj, to je pač maraton. In potem mi Primož napiše bom rekla, trening in potem jaz pač to upoštevam. Kljukca. To-do list, čakaj. Ja, ker jaz tako 21 lahko pretečem s kavča, 42 pa tudi jaz ne moram. Tako da v bistvu kljub vsem tem genom očetovim, je vsem treba pač se malo ustati pa iti kakšen kilometer preteč. Tako da zaradi tega v bistvu jaz se lotevam teh maratonov, da sem nekako prisiljena to kondicijo vzdrževati. Je pa res, da ker je tudi tak ogromen stres, vemo, da maraton ni zdravo početje, si ne privoščam jih preveč. Se pravi, jaz tako do 2 leti, 2-3 leta pač enega odtečem. Tako da zdaj se jih je nabralo 6 od prvega, ki sem ga odtekla 2010. Ja, no, to. Okay. Mogoče še s tekom povezana ena zadeva, dobrodelnost je tudi del tebe. Veliko daješ okolju, v katerem živiš, Novomeščanka, zdaj sicer že nekaj let v Šmarjeških Toplicah, občini Šmarješke Toplice, tam so te lani imenovali tudi za častno občanko občine Šmarješke Toplice. In tam si, pa ne samo v tisti občini, ampak še v 3 drugih, odtekla tudi dobrodelni operni maraton. Bil je prvi leta 2022, vsi se ga še spomnimo, ker smo vsaj malo povezani s tem okoljem, ker je bil res fenomenalen in ker je bil res prvi edinstven projekt, se mi zdi, v Sloveniji. Kolikor vem, že snuješ načrte za ponovitev izvedbe. Ja, mislim, da ni bil samo v Sloveniji, jaz sem se v bistvu pozanimala, in nisem nič, kar bi bilo sicer na spletu, dosegljivo, mogoče kje drugje, da niso dali na splet. Nikjer na svetu ni bilo tazga projekta. Vse sorte so že tekali, da so, ne vem, en je pekel torto, sem videla, pa tako. Da bi pa prav prepevali operne arije in da bi pač to počeli tudi v družbi drugih pevcev, pa ne. Ja, no, skratka, kot sem prej omenila, tako nekako vse je tako bolj klavrno izgledalo na koncu leta 2024. In pa sem spet začela razmišljati o življenju, o tem, kaj je pomembno, kam sploh gremo, o vseh teh vrednotah. Ja, in mi je spet neka ta želja napadla, da bi pač spet naredila en tak projekt. No, sem se malo ozrla pač po tem našem okolju. To je pač ena moja prepričanje, da želim pač pomagati svoji tej skupnosti, v kateri živiš. Ja. Tako. No, pa nisem nekako na bližnjem obzorju zaznala nadarjenih mladih ne tekačev, ne pevcev, ki bi ustrezali tem merilom, ki si jih jaz pač zamislila. Mi je pa pod roke prišla iniciative Jane Dular, ki je v Keniji zgradila pač ta center za otroke s posebnimi potrebami oziroma za otroke iz šibkejših socialnih okolij in vabi tja prostovoljce. No, in nekako me je ta, bom rekla, druga polovica moje duše poklicala tudi tja v Kenijo in sem se odločila, da bom pač naredila tokrat maraton, ker bom zbirala sredstva za
3 do 4 prostovoljce, ker seveda je tudi treba pač plačati, ne, letalsko karto, namestitev, hrano in tako. In bi potem verjetno jaz tudi odšla tja za kakšen teden, 2, pa še koga bi sabo vzela. No. Tako da to je zdaj moj projekt. Tako da, dobrodelni operni maraton številka 2 bo. In z dobrimi nameni, seveda, ker je dobrodelni. Mogoče še to, zdaj si tudi že to sama parkrat omenila in vem, ta zgodba je bila že velikokrat slišana, sestra dvojčica, oče po rodu iz Gane, ljubezen ga je pripeljala v Slovenijo, tu ga je obdržala, vidve sta obe sestro tesno povezani s staršema, tudi ravno tako. To smo že velikokrat slišali in lepo je vedno znova mogoče izpostaviti to, kaj se ti zdi v življenju res tisto najbolj dragoceno, kar sta tebi starša dala in sestri in kar sta vidve sestro, glede na to, da ti imaš 2 sinova, ona ima 2 hčerki, a ne? Kaj sta vidve dali naprej naslednjim generacijam in kako se ta zadeva lahko zdaj širi naprej. Ker če to dobiš kot otrok in živiš to življenje s temi vrednotami seveda skladno, potem gre to iz roda v rod naprej. V to sem prepričana. Zame je najpomembnejša družina. In to sta naju naučila oče in mama. Mi smo pač tudi živeli, bom rekla, v eni taki skupnosti, zapravo, ko smo se mi vrnili iz Gane, smo nekaj časa živeli pri stari mami, skupaj z mamino sestro in njeno družino. Tako da smo bili skozi v nekem takem, bom rekla, povezani, ne, da je pač to pomembno. Seveda se skregamo in vse, ne, da ne pomote, ampak vseeno se imamo radi, vseeno se podpiramo. Tudi če si gremo kdaj na živce, ne, bomo nekako to presegli in si pomagali, ko je pač potrebno. No in tu učiva midve sestro tudi pač najne otroke, kar se je izkazalo že v bistvu, da so najna prizadevanja padla na plodna tla. Najna otroka zdaj študirata v Ljubljani in živita skupaj. Njena starejša hči in moj starejši sin in se imata super, se dobro dopolnjujeta, vsak je nekako se je kar za nekaj zadolžen in je prav zabavno jo opazovati, kako funkcionira ta kombinacija. Ja, poleg tega pa pač poštenost, da ne stori drugemu, kar ne bi želel, da ti drugi storijo. Seveda, ker smo mi že itak iz, bom rekla, mešanih kultur, ju učim tudi sprejemanja drugačnosti, ker sta tudi sama 2 drugačna, pač živita to že od malih nog. Tako da mislim, da tukaj, sploh Luka je precej tak občutljiv in razmišljujoč fant in on me tudi marsičesa nauči, tudi recimo, ko sem prišla iz Afrike, tam me je tako spet, bom rekla, prevzelo to veselje do življenja, pa v bistvu tudi na nek način ta umirjenost, ne, sej kakšnem dnevu, ne, ali 2 pol ti začne presedati, ker smo navajeni tega tempa kar naprej. Ampak v resnici se spomnim, ko sta bila še mehna, ne vem, sta bila že v šoli ali še v vrtcu, pa pridem tako ena sreda, je bila pa, dajmo, dajte se, pa tako, dajmo, ne, oboj se, ne, zrihte se, pa tako me pogledati malo, pa, ko imamo mi kakšne obveznosti danes pa pol, ne, zakaj? Zakaj pa tako, ne, divjamo, ne, no ja, se res. Sta te prizemljila, ne? In hočem reči, je fajn, če mogoče tudi prisluhneš, ne, otroku, kdaj nismo mi vse mogočni. In tudi to, ne, da se spoštljivo drug z drugim pogovarjamo, tudi če je on moj otrok, vseeno je moj otrok in je živo bitje. Tako. In ga moram vseeno spoštljivo, sploh če želim, da bo on mene spoštovanjem obravnaval. In tu velja za vse odnose, partnerstvo, otrok, starši, sodelavci, vse. Ne. Se mi zdi, da tle smo malo skrenili, da tega spoštovanja, splošnega spoštovanja ni, da se ne znamo poslušati, da je vse samo jaz in še enkrat jaz. In tega je malo manj, recimo, v tistih predelih zemlje, kjer ni obliglice, ne, kjer ni vse samoumevno, ne. In potem, ko imaš ti, seveda, človeški, bom rekla,
karakter je tak, da pač, če ti ni treba, pač ne. In tudi to, bom rekla, ko imaš vse nekako te osnovne stvari, pač, bom rekla, zadovoljene, potem seveda, zdaj, kakšne barve bo avto, ne, kakšne, jaz bi imela veš, te ročke na tehle, ne, Mi pa niso všeč, mi pa niso všeč, ne, to pa da kar zamenjamo, ne. Mislim, tam recimo v Burkini so taksisti, mislim, taksi taki, da niti en ne bi se ukvarjal s tem, ne tehničnega pregleda naredil, ker so tu take kripe, da je groza. Ampak oni se vozijo s tistim, pač pride od točke A do točke B, ne. Zdaj si zelo dobro eno zadevo omenila, pa se mi zdi fajn, da se dotaknemo tudi še tega. Rekla si te vrednote in življenje in obilje, koliko imamo mi vsega in koliko nekje v nekaterih delih sveta tega nimamo. Seveda si današnja mladina tega sploh predstavljati ne zna. Oni se verjetno niti ne sprašujejo o teh zadevah. Si kdaj je prakticirala s svojima sinovama občutke hvaležnosti? To se mi zdi, da prihaja zdaj toliko bolj v ospredje, da se pogovarjamo o tem, da smo res lahko hvaležni za to, kar imamo, da vse to stremenje k temu, da bi imeli čedalje več, pravzaprav ne vodi nikamor. Lahko si mi seveda in prav je, da si postavljamo cilje, da imamo višje želje, da imamo to. To je ključno za uspeh, ampak to, da pa res stremimo k nekim materialnim vrednotam, ne vem, kako si mogoče, ali pa kako zdaj kot mama 2 odraslih sinov razmišljaš o tem, kakšne vrednote lahko predamo mladim? Ker konec koncev vse tudi delaš z mladimi, ne? Vse tudi poučuješ v pedagoških vodah. Jaz vedno znova v bistvu na nek način je petje eno tak, kako bi rekla, tudi kot profesorica petja, v bistvu sem kar nek psihoterapevt, ker jaz tako, skozi vrata pride, že vidim, da ne bo noč, ali pa da bo fajn, ker pač, ne vem. Začutiš. Ja, ne, ali je bila ena v šoli, ali je, ne vem, se razšla s fantom, ali karkoli, tako da tle, in jim skušam pač tudi tako iz svojih lastnih, bom rekla, izkušenj, dati neke napotke za življenje, ne za petje, ker vem, da od vseh teh mojih, ne, učencev, mogoče zaenkrat imam eno učenko, ki je na Akademiji za glasbo, ki bo po vsej verjetnosti operna pevka. Tako da mi je jasno, da to ne. Ampak mi je pa poleg tega tudi jasno, da je prav, da jim dam pa mogoče druge stvari za življenje. In en najlepši kompliment, ki sem ga dobila od ene učenke Sare, je rekla, veste, jaz sem faks veliko lažje naredila, ker sem bila pri vas na petju, ker sem prišla na izpit, sem imela čisto drugo samozavest, ne, ker mi se veliko ukvarjamo z držo, kako nastopaš, kako prideš v prostor. Prezence, in tako, ne. In je rekla, da je to zelo pomagalo, recimo, ne. Drugače pa mi smo z otroki, tako bom rekla, tudi ko smo recimo obiskali Gano pred leti, smo jih peljali pač tam v nek predel, ki ni najbolj reprezentativen. Pa smo šli pa v neko restauracijo, ki je bila tako z nekimi krokodili, so tam plavali okoli, pa tako prav, Luka, veš, mami, raj bi se temle krokodilom not vrgel, ko pa da bi živel tam, kjer so tisti otroci, ki smo jih videli, ne. Tako da so dobili eno lekcijo, kaj pomeni, ne, če nimaš. Poleg tega vedno, v osnovnih šolah so te razne likovni pripomočki, kar ošpice dobim, ne, vsako leto znova kolaž, vsako leto znova nove barvice, tako ne, pa smo s tem zaključili in smo pobrali po teh, ne, vse te nedotaknjene kolaže in smo jih pač podarili naprej. Tako da to je tudi, in zdaj, ko sem šla v Burkino, sem rekla fantoma, da naj izbereta ta lepe majice, ker mogoče jih ne bi več nosila, ali pa tako, če sta prerasla, ali karkoli, pa sem pol tako zapakirala. Vzela sabo, tako da vedno znova pač, da damo tistim, ki mogoče nimajo to, kar imamo mi. Zdaj tako material, ne, vse material je pomemben v smislu, pač, recimo za mene je zelo pomemben avto, ker sem ves čas na poti. In tudi je pomembno, da nimam čist največje kripe, ne, na tem svetu, ampak da imam pač nek varen avto. Ni pa treba, da je tu za 400,000 evrov, ne, avto. Pač tukaj, da se pripeljem, da je varen, da imam občutek, da ne, nekako, da me ne izčrpava zdaj ta vožnja tako. Fajn je, če imaš pač, ne, stanovanje, ampak to je zdaj vse tako drago, da v principu, ja, morajo tudi otroci, mislim, strmeti k temu, da imajo
neke finance za ta material, ki je potreben. Seveda, ker zdaj tudi sem nekaj poduhovljeno, tudi ni, mislim, brez veze, slepit s tem, vračanje k sebi. Ampak zato pa pravim, veste kaj, pejte vi lepo v katerokoli afriško državo, ki je varna, pa pejte po eno to dozo vračanja k sebi. Pa si naročite en koktejl, pa si kupite eno lepo torbico ali pa uhane, recimo, pa kaj dobrega pojejte, pa boste usrkali to energijo, pa bo mogoče to, pa bo lažje politi skozi ta siv dan tukaj. Sem pa hvaležna v resnici za 4-letne čase, sicer smo jih tudi sfrdervali, ampak ker tako se pač ker glih to manjka, se mi zdi našim otrokom, hrepenenje. Tega smo jih oropali. Mi smo komi čakali, da bo tisti Mikev zabavnik šel enkrat na teden, ali kolikrat je izhajal, in pa vse tiste sličice in tako. Zdaj pa pač samo, da usta odpre, je že vse. In tega jim pa... Ali pa revije, recimo, Ja. To se tudi jaz spomnim kot mlada punca, pa smo postre zbirali, pa smo komaj čakali, da izide naslednja številka, Zdaj pa evo, podcast Dolenjskega lista, pa tisk, pa vsi vemo, kako je s tiskom danes. Serije, recimo, ne vem, Dinastija, pa smo čakali, da bo naslednji del, zdaj pa pač imaš Netflix, vseh 10, Za Mikom ali pa... Vseh 10 epizod je že gor in jih v enem dnevu pogledaš, če češ, recimo. Tako da tega hrepenenje, to se mi zdi, da bi bilo fajn, če bi jim lahko vrnili nazaj. Okay. Zdaj pa, glede na to, da se bližava k koncu, pa vseeno začiniva tole najino klepetanje, ki je že šlo čez različna področja, z nečim, kar ti resnično rada počneš. Kuhaš, pečeš torte, razvajaš ljudi, ki jih imaš rada, širiš pozitivno energijo med ljudi, rada se družiš s takšnimi ljudmi. Predvsem pa jem. Pa ješ tudi, ampak se tudi pokuraš. Dej mogoče povej nam, recimo, ne vem, kaj je tisto, kar najraje sebi privoščiš, da razvajaš sebe. A je to sem hrana, a je to še kaj drugega? Kako se ti sproščaš, ti razvajaš samo sebe? Ja, jaz moram priznati, da je hrana res velik del mojega življenja in zelo pomemben. Zdaj, mislim, ko sem bila pač v Burkini, jaz sem to pojedla, ti si sploh ne predstavljaš, kako sem jaz pojedla. Sem kratko malo na zalogo, dokler imam še priložnost to hrano jesti. Jaz bom kar jedla, sem kar malo... Živi tu in zdaj, sedanji trenutek. Sem kar živih krožnikov še malo jemala. Me še sestra me tako gledala, kaj pa je s tabo narobe? Na zalogo. Zdaj moram izkoristiti. Ja, pač ena dobra večerja, pač neko druženje, ni nujno, seveda, ne sama, ampak v družbi. Priznam, da ne znam biti sama, absolutno ne. Mogoče v teku, ampak tudi je pač urca 2, drugače pa ni šans. Kaj pa zvem, mislim tako, biti z mojimi, ki so mi ljubi, recimo s puncami iz Copacabane se še vedno po vseh teh letih dobivamo. Prijateljstvo negujete. Ja, in zdaj že snujemo novo potovanje, kam bomo šle in tega se zelo izjemno veselim. In zdaj sem že pa tukaj delač, tale 50-tica sploh ni slaba, da sem lepo v koledar napisala od takrat do takrat Copacabana in me ni. In je lahko še tak koncert, predstava, vaja, ne vem kaj, mene ni. In pač me ne bo. Kaj pa, če ti ponudijo tvojo sanjsko vlogo? Ne, ni me. Me ne zanima. Okay, res, itak je ni, ampak mislim, zdaj sem tudi že to dala skozi, da teh sanjskih ni več, popolnosti ni, tako da v tem sploh ne razmišljam več. Če dalje bolj se, bom rekla, nagibam k temu, seveda, tukaj in zdaj, ampak v tem smislu, da ne hlepimo po nekem kar še. Seveda je treba misliti na jutr, ker pač ne moramo zdaj, mislim, jaz moram tudi položnice plačati. Meni je tako smešno, ko mi rečejo, sem ti ful uživaš v tem, kar delaš. Ja, res je, zato si uspešna. Ja, ampak ker to je pogoj. Položnice prihajajo tudi na moj naslov, in tista od tega, kaj že small talka, mi je super profesionalci, ki je dobil, ne vem, je tišino igral na pogrebu in je dobil, ne vem, 50 € ali 5 € ali nek tak
čuden znesek. Ja, sem vi uživate pri tem, ne? Ne? Če bi pa sem 3 minute, ali koliko je, ne, tišina dolga. Če bi tu zračunali na urno postavko, veste, kakšen bi bil tu znesek, ne? Ja. No, čas je dragocen, čas zase si je treba znati vzeti za prijatelje, absolutno. Res mogoče še čisto na koncu ena tvoja sklepna misel. Kaj bi želela sporočiti ljudem različnih generacij, ki so nas zdaj gledali, ki bodo mogoče kdaj kasneje iz arhiva potegnili tale intervju, pa da res pride prav v vsakdanjem življenju? Predvsem, dajmo se poslušati. Tudi jaz sem se skozi vsa ta leta, se mi zdi, kar naučila poslušati, tako da utihnem, ker jaz rada govorim, pa prevzamem besedo, pa naneham. Ampak zdaj tudi utihnem in poslušam, poskušam sprejeti druga mnenja. Ne? Pač v mladosti sem bila vedno najbolj pametna, zdaj pa pač enostavno se umaknem in rečem, ok, dobro, mogoče me ne boste prepričali v nasprotno mnenje, ampak sprejmem vaše mnenje, se pravi sprejemanje drugačnosti. Pa da se umirimo, se pravi, da se umirimo, da si vzamemo mogoče, dobro za meditacijo, jaz nisem glih najbolj primeren človek, ali pa mogoče ravno zaradi tega, ker sem tako, da mogoče... Tudi jaz sem že to slišala, ta nasvet, da ravno zato, ker smo toliko naspiderani, ker nas stalno neki žene naprej, da nas to dejansko bi res umirilo za par minut na dan. Ampak, okej. Da si vsak pač poišče neko tako, recimo, ne, meditativno ali tek, ali ne vem kaj, pečenje, tort, ne vem kaj. Spoštovanje. Dajmo, saj to je že pač prvi del tega mojega odgovora, ne? Če nekoga spoštuješ, ga tudi poslušaš. Sprejmeš drugačno mnenje. Tako da v bistvu na prvem mestu spoštovanje do vseh in ni te neke hierarhije. Ja, seveda, jaz sem direktor, pa ti si, ne vem, tajnica, ali pa jaz sem dirigent, pa ti si pevec, ali pa tretja violina v orkestru, ampak vsem, da lahko jaz dirigiram orkestru, moram imeti tukaj tretjih violin, ker brez tretje violine pač orkestra ni. In potem, komu bom pa dirigiral? Ne? Se pravi, skupaj sobivamo. Ne? Moj oče je tudi na to temo spisal en manifest, ki ga je poimenoval Ekvilizem, ki ravno to pač govori o tem, da samo sobivamo lahko skupaj in seveda v nekem segmentu sem jaz mogoče bolj izobražena ali pa nekdo je bolj sposoben, ampak brez te neke povezanosti pa ne gre. Ja, pa drugemu lahko zelo veliko damo. Ne? Tudi ti se učiš od drugih, to si sama danes omenila, vse življenjsko učenje, stalno delaš na sebi, tuhtaš, najdeš se v nekih situacijah, kjer pač moraš mogoče še malo napredovati ali pa dobiti eno lekcijo konec koncev. Bog ne daj, da je slaba, ne? Ampak včasih tudi tisto, kar nas najbolj zaboli, nas najbolj dvigne. Ne? Pred nami je pa še čudovit mesec, materinski dan in takrat boš dvojno spet lahko praznovala, ker ne samo, da imaš takrat rojstni dan, ampak tudi seveda tale materinska vloga in naj bo čim več lepega v prihodnje. Ta energija, ki jo daješ, jo seveda tudi dobivaš nazaj od ljudi in ful ti hvala, da si se odzvala vabilo in bila gostja v našem podcastu. Vse dobro še naprej ti želim. Hvala lepa.